Vidi se. Peter, glede na to, da je bilo nekaj govora o tem, da si imel fizične težave, da celo mogoče za trenutek bil pod nekim vprašanjem, kako je zdaj s tem? Ja, res je pač, lahko rečem, da nisem bil mogoče pod vprašanjem za Evropsko prvenstvo, ampak poškodba je bila, imel sem probleme, nisem mogel trenirati, sami veste, da zadnjo tekmo nisem mogel igrati, ampak to je bilo vse v cilju, da sem lahko pripravljen na prvo tekmo na Evropskem prvenstvu in pač lahko se zahvalim ob tem trenutku zdravstveni službi, ki pač dela vrhunsko delo, delajo naporno po cele dneve in pač zasluga gre njim, da sem lahko pač pripravljen zdaj, da lahko treniram in da sem pač ready za prvo tekmo. Ni bilo pol nikoli kakšnih resnejših skrbi, vsaj v nočni mori, da bi videl tisti avion, kako gre? Pa lahko bi rekel, da seveda, da pač nisem mirno spal, ker sem imel probleme, vsak trening sem probal trenirati, ampak ni šlo, enostavno to je mišica, kjer obstaja rizik velik. Delal sem magnete, pač na magnetu nič ni pokazalo, ampak enostavno sem imel probleme in nisem mogel trenirati, nekaj je bilo. In pač čas je mogel miniti, vemo, da smo pač imeli težke treninge in kakor sem rekel, pač doktorji, fizioterapeuti so naredili vse, da evo zdaj, ko stojim pred vami, sem pripravljen za Evropsko prvenstvo. Selektor je rekel, da je kar velika razlika med vzdušjem na Brdu, ker Brdo je vendarle Brdo za vsako akcijo enako, in pa zdaj, ko ste se preselili sem, da na nekaterih od vas vidi, da zdaj gre pa zares. Ja, mislim, lahko rečem, da pač ni neke treme ali pa karkoli, res je, da pač, ko spremeniš državo, rabiš kakšen dan, da se navadiš, ampak hvala Nogometni zvezi in vsem, ki so nam pač priredili vse ob našem prihodu, tudi kar se tiče hotela, igrišča, je vse na vrhunskem nivoju in se počutimo, kakor da smo na Brdu, iskreno. Res, da je drugače pač z natakarji, pa z osebjem ne govoriš slovensko, govoriš bolj angleško, ja. Tako da ne, se počutimo kot doma, lahko rečem. Si že kdaj treniral pred toliko ljudmi kot včeraj, kako je bil ta dan doživeti z vaše strani? Ja, treniral sem v klubskem nogometu, ampak lahko rečem, da vseeno pač, ko priješ nekam z reprezentanco, je to nekaj posebnega. Res pa je, da pač ni bilo veliko naših navijačev, da so to bili večinoma domači ljudje, ampak so pač priredili res toplo dobrodošlico in hvala vsem. Tako da videli smo tudi, da je bilo veliko otrok, kar nas veseli, da pač lahko nekaj pozitivnega prenesemo na otroke in to je to. Ste šteli, koliko je kdo naredil selfijev, podpisal autogram, kdo je zmagal? Po moje Šeško pa Oblak, ampak vsi smo pač bili del tega, sploh pa za otroke ni problema, tudi če pač stojimo pol ure po treningu, je to vse dobrodošlo in pač veseli smo seveda. Delali smo za to, da nas lahko pride toliko število ljudi gledati na trening in trenutno smo tukaj in upam, da se ne bomo zaustavili pri tem. Pa, sigurno v moji tej neki reprezentančni karieri je bilo veliko nekih, pod narekovaj, nekih negativnih trenutkov, kjer smo bili blizu, a potem pa tako pač daleč. In to, da sem danes tukaj, je sigurno neka zahvala ljudem, kateri so tudi verjeli vame in sem bil nekako neprestano tudi del te reprezentance in kar je tudi meni v ponos. In je pa tudi zahvala samemu meni, da od tega nisem nikoli odnehal in da sem vedno trdo delal za tem in verjel. In danes pač živim neke svoje sanje, tudi čeprav sem 35 let star, nikoli nisi prestar, da bi živel neke svoje sanje. Kako ste doživeli včerajšnji trening, prihod sem v Nemčijo, pač špalir gasilcev, včeraj ogromno ljudi na treningu, je nekaj posebnega? Ja, dobro, ta špalir gasilcev je dobro, da smo bili v avionu, da nismo bili od zunaj, tako da je kar v redu, ampak ne, konec koncev je vse nekako neka velika emocija, neka velika čast, nek ponos in jaz mislim, da tudi tisti igralci, kateri niso zraven, pač mislim, da si nekako na nek način tudi zaslužijo neke komplimente in pohvale za vse, kar so pač naredili, ker na nek način so nas tudi oni potiskali, pač, da smo dali nekaj več in da smo se pač trudili, da smo tisti, kateri smo, da smo tukaj. Kako čute pripravljenost ekipe, nekaj rahlih poškodb je bilo, je selektor omenjal,
kako vi gledate na vse skupaj? Kako ste vi sami tudi zdravstveno? Pa seveda, ne, jaz sem vse super, v najboljšem redu in tudi ostali. Seveda priprave so bile naporne, ker jaz sem pač eden od prvih, ki sem začel, ker sem tudi prvi končal sezono in so bile naporne, veliko teka, veliko dela pač v samem fitnessu in kar je tudi normalno. Normalno je tudi, da pač nekateri tudi čutijo neke majhne probleme, ampak ljudje iz strokovnega štaba pač so naredili maksimalno na pravilen način vse in zdaj jaz mislim, da noben nima nobenih problemov in smo maksimalno dobro pripravljeni.